Goljufi Slovenija, pozdravljeni. Kako ste, bi vam najprej rekel. Ampak poglejte, gremo kar naprej. Vse ste vedeli že na tem kanalu pač objavljam goljufe z imenom in priimkom. Nisem dodajal naslova, ker ga pač bili goljufov tudi imena. No, ampak dajmo spregovoriti o dveh zanimivih goljufih, ki vsaj po mojem mnenju vsekakor sta goljufa. In sicer Jaka Drobnič in Almedina Đolić. To sta sicer poročen par, ki sta se vselila v enega izmed naših objektov. In bi rekel, na začetku je izgledalo čisto v redu. Jaka je delal nekje v Ljubljani, ona nekje na UKC-ju v Ljubljani, torej kot medicinska sestra. In izgledalo je vse v redu, plačevali so najemnino, vse je bilo ok. Malo so zamujali na začetku, ono tretje, ampak nič takega, da bi rekel. Potem od nekega dne jaz dobim na naše društvo, da imamo kar naenkrat račun, ki je bil sicer 30 evrov ponavadi za službene telefone, je bil kar naenkrat skoraj 300 evrov. Jaz kličem na takratni Telekom in sprašujem, kaj in zakaj in tako naprej. Saj v Telekomu sem vam tudi že povedal in imate tudi Goljufi Sloveniji določen video na to temo, kjer gre kar precej naprej. Ker je še bolj zanimivo kot tale dva, Jaka Drobnič in Almedina Đolić. No, in potem so mi na Telekomu razložili, da sem jaz naročil menda tale telefon, da sem si vključil moneto, da sem tankal na Petrolu z njo, ne vem kolikrat, in da normalno, da je to mimogrede 200 evrov. In jaz gledam in nisem mogel verjeti, kaj slišim, in seveda takoj sem poklical, kdo bi lahko to bil, in sem ugotovil, da je pač to storil ravno Jaka, v mojem imenu in v imenu društva. Nakar, glede na to, da ga nisem hotel takoj predati na policijo in vse skupaj, sem prosil, naj to poravna in naj čim prej prenese to nase, da to ne moramo mi imeti na društvu, nikakor. In on je to obljubljal in menda tudi poskušal, a kakor se mi zdi, da je verjetno na Telekomu že imel črno piko, torej mu niso hoteli več skleniti oziroma prenesti telefonskega priključka in vsega ostalega nanj. In so mu zavrnili ta vlogo za prenos, nato je to, bi rekel, poskušala še žena narediti nase. In enako so tudi to zavrnili. In seveda na koncu smo ga tudi ven vrgli, njo in njega, iz stanovanja oziroma iz hiše, ki sta jo takrat imela najeto. Ker nista plačevala niti ne najemnine, tole je ostalo ogromno, bi rekel, takrat na Telekomu. In so seveda nas terjali in smo imeli še, bi rekel, se to je pravim, lahko poiščete, vam bom prilepil v koment oziroma, ko se reče, tukaj poleg videa, če boste lahko pogledali, boste videli, vam bom prilepil še zadevo z Telekomom Goljufi Slovenija, Telekom Slovenija. Tako da boste dobili še širšo sliko. Vsekakor pa bi vas rad opozoril, tale dva zelo verjetno nekje živita, vem, da sta se nekam preselila takrat v Vrhniko, torej v glavnem bolj okrog Ljubljane. In če je imel še kdo z njima dvema takšne slabe izkušnje, lahko tudi ta karkoli pove na to temo. Tako, da ne govorim tudi, da ko sta zapustila to hišo, je bilo ogromno, enormno smeti od spredaj. Bi rekel, polno miši so se zaredile. In žal, no pač, tako pač je. V glavnem, pazite, Jaka Drobnič, Almedina Đolić, lep dan vam želim, uživajte. Če želite vedeti več o goljufih, se pa pač naročite na kanal. Ljubim vas, God Franci.